Redni profesor dr. Rudolf Pušenjak se je rodil 21. januarja leta 1947 v Ljutomeru. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1982 magistriral in v letu 1988 doktoriral. Po diplomi je bil zaposlen na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani, od leta 1993 dalje pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer je najprej postal docent, kasneje pa izredni profesor, kjer je predaval predmete z področja elektrotehnike in avtomatizacije, skupaj z rednim profesorjem dr. Maxom Oblakom, pa tudi predmeta osnove modeliranja dinamičnih procesov v logistiki in mehanika in elektrotehnika na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Redni profesor za predmetno področje elektromehanski sistemi je postal na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, kjer predava predmete elektrotehnika in elektronika, mehatronika, nihanje mehanskih sistemov ter meritve in merilne naprave. Avtor prispevka raziskovalno deluje na področju nelinearne dinamike in upravljanja elektromehanskih sistemov. Pomurski akademik dr. Rudolf Pušenjak je naš stari član in na konferenco Pomurske akademije vsako leto pride z predavanjem in zato smo njemu seveda fejst zahvalni. Po izobrazbi in doktorati je strojnik, ki sicer nam pokaže, da pa je strojništvo v bistvu dosta več, kot pa samo šrajfi, konstrukcije, torej tisto, kar si mogoče pod strojništvom vsak najprej zamisli, kaj bi bilo. On se ukvarja z tistim delom strojništva, kar ji pripomore, kar so proizvodni procesi, kar je tisto, kar delajo ob pomoči toga, če povemo, klasičnega strojništva, čim bolje učinkovite, seveda tudi gvišni in ne nazadnje, kar na konci čim menje koštajo. In nekša optimizacija proizvodnega procesa je, da to tako doma človek kaj dela, seveda vezano, ko premisliš, kako se ti po kakšnem vrstnem redu, v kakšnem zaporedju bolje splača nekaj delati, ko si prili gotov. Da so pa to eni malo bolje takšni resni proizvodni procesi, te pa bomo gnjez videli, ko pa ne moremo brez dokaj zahtevnih diferencialnih enačb. In to je glih tista povezava našega predavatelja, pomurskega akademika dr. Rudolfa Pušenjaka, ker zna on napraviti, torej z temi enačbami opisati nekšno situacijo v proizvodnem procesu in te seveda rešiti, ko dobimo tisto pot, po katero je Safekeeper najhitreje gotovo in najmenje košta. Prispevek obravnava upravljanje proizvodnega procesa z zakasnitvami v proizvodnji. Namen upravljanja proizvodnega sistema je optimiranje količine proizvodnje tako, da zmanjšamo proizvodne stroške v izbranem časovnem obdobju na minimum. Upravljanje je prikazano v enostavnem proizvodnem sistemu z zakasnitvami, v katerem poteka neprekinjena proizvodnja posameznega izdelka. Za doseganje optimalne proizvodnje so v prispevku uporabljene Lambretove funkcije, s katerimi omogočimo tvorbo analitičnih rešitev linearne diferencialne enačbe z zakasnitvami, ki opisuje proizvodni proces. Dobljeni analitični rezultati so primerjani z rezultati simulacije v programskem okolju matematika, pri čemer je ugotovljeno skoraj popolno ujemanje. Časovne zakasnitve proizvodnje so v vsakem proizvodnem procesu karakteristična lastnost, ki se ji ne moremo izogniti. Različne časovne zakasnitve, kot posledica procesne obdelave v računalnikih, vrednotenja merskih podatkov ali transportnega časa, se pojavljajo tudi v mnogih fizikalnih in tehniških sistemih. Te zakasnitve moramo upoštevati, saj lahko v nasprotnem primeru obravnavo posameznega sistema pretirano poenostavimo in dobimo rešitve, v katerih so lahko pomembni pojavi spregledani. V nasprotju s proizvodnimi sistemi brez zakasnitev dobimo ob upoštevanju zakasnitev nihajoče rešitve zaradi kompleksnih korenov transcendentne karakteristične enačbe, ki se izražajo z Lambretovimi funkcijami. Nihajoče rešitve dejanskih zalog imajo za posledico povečanje obsega variabilnih stroškov.
Z upravljanjem proizvodnje nihanja dejanskih zalog uspešno zadušimo. V primeru upoštevanja zadržanih naročil pogrešek regulacije postopoma izničimo, s čimer dosežemo zastavljeni cilj zmanjšanja zalog in obsega variabilnih stroškov. Predstavil bom upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih funkcij. No, v tem prispevku gre za to, da bomo obravnavali zelo enostaven proizvodni sistem, ki proizvaja eno samo vrsto izdelka z namenom, da zmanjšamo v proizvodni stroške same na osnovi zalog, torej količine zalog na skladišču. Lahko daste. Torej, motivacija za to raziskavo je v tem, da želimo dobiti metodo, s katero bomo lahko izračunali rešitve upravljanja enostavnega proizvodnega sistema, ki pa ima v proizvodnji zakasnitve. In pri tem bomo uporabili blokovno shemo upravljanja proizvodnega sistema, ki bo služila za to, da bomo dobili matematični model oziroma da bomo izpeljali ustrezno enačbo upravljanja, to je diferencialno enačbo z zakasnitvami. No, za reševanje te enačbe bomo pa uvedli Lambertove funkcije, to je funkcije, ki nam to analitično rešitev omogočijo. No in potem bomo prikazali rezultate, v katerih bomo videli, da zakasnitev proizvodnje povzroča bistveno drugačne učinke, kot če bi imeli recimo neko hipotetično proizvodnjo, take seveda v realnosti ni, v kateri ne bi bilo nobene zakasnitve. Se pravi, zaradi zakasnitve se lastnosti proizvodnje bistveno spremenijo in poleg tega, da nam analitična rešitev omogoča to spoznanje, nam omogoča tudi spoznati, kako je z stabilnost tega sistema. No, v tem primeru bom vedno tudi poudaril, odnosno izpostavil neke vzporednice z tehničnimi sistemi, kjer seveda zakasnitve ravno tako nastopajo. So pa seveda lahko v tehnični sistemi zakasnitve bistveno manjše in zaradi tega jih lahko v tehničnih sistemih pogosto tudi zanemarimo. Je pa treba vedno presoditi, ali smo upravičeni do te zanemaritve ali ne. Tako da bi vas prosil sedaj naprej, če lahko. Torej, kot sem že povedal uvodoma, govorili bomo o upravljanju zelo enostavnega proizvodnega sistema, ki kontinuirano proizvaja eno samo vrsto izdelka, pri čemer je namen upravljanja te proizvodnje optimiranje količine proizvodnje izdelka tako, da se zmanjšajo proizvodni stroški v nekem izbranem časovnem obdobju na minimum. Upravljanje količine proizvodne izdelka bomo pa izvedli tako, da se bodo izdajala neka navodila, recimo delovni nalogi, o dnevni proizvodni oziroma navodila o proizvodni v nekem bolj primernem ali pa primernejšem časovnem obdobju, odnosno časovni enoti. Zdaj sama proizvodna zahteva pa določen čas in ta čas za proizvodnjo posameznega izdelka vnaša v sistem zakasnitev, ki jo bomo v tem prispevku označevali z velikim T. In ta zakasnitev je seveda bistvena. Kot rečeno, želim pokazati, da ta zakasnitev bistveno spremeni lastnosti tega sistema. Seveda jih spremeni bistveno tudi v vsakem tehničnem sistemu. In te vzporednice bom tekom svoje predstavitve seveda tudi vse povsod poudarjal. Kot rečeno, lahko metodo, ki bo tukaj prikazana, uporabljamo tudi v tehniki, predvsem v tehniki
avtomatske regulacije, potem mehatronski sistemi in tako dalje. Moram pa takoj poudariti, da bo ta metoda uporabna samo za linearne oziroma za linearizirane sisteme. Z lineariziranimi sistemi pa seveda dobimo zelo širok spekter, tako da takrat, ko metodo usposobimo za reševanje lineariziranih sistemov, je pa ta metoda potem dejansko praktično uporabna, ima svoj pomen. Torej, izhajamo iz sistemskega pristopa, kjer upravljanje proizvodnje izvajamo v zaprtozančnem regulacijskem sistemu, kjer na vhodu v regulacijsko zanko pri tako imenovanem primerjalnem členu primerjamo neko optimalno količino zalog, theta I, jo bomo imenovali, z dejansko količino zalog theta O. In s tem, z to razliko, med tema dvema veličinama ustvarimo tako imenovani pogrešek zalog, odnosno torej neko razliko, ki jo označimo z epsilon. Na osnovi te razlike pa sedaj z odločitvenim pravilom o načrtovani proizvodnji, ki pa poleg tega pogreška upošteva še zadržana naročila, določimo, kolikšna bo količina načrtovane proizvodnje, kot pa je bilo že rečeno, za dejansko proizvodno izdelka potrebujemo pa sedaj nek določen čas. In zaradi tega je dejanska proizvodnja enaka načrtovani proizvodnji, le da je zakasnjena. Vendar je ta člen tukaj bistven sedaj za ta regulacijski sistem. No, na koncu seveda po proizvedenem procesu, proizvodnem procesu, izdelke kopičimo na skladišču in s tem tvorimo neko zalogo. Pri samem procesu proizvodnje pa upoštevamo razumljivo tukaj naročila, ki jih sproti odštevamo od te zaloge, razen tega upoštevamo tudi, kot rečeno, že zadržana naročila. No, to blokovno shemo, ki je tukaj čisto na načelni ravni narejena, zlahka prevedemo v obliko, kakršno poznamo v vseh tehničnih sistemih, in sicer vidimo tukaj, da lahko obe odločitveni pravili ponazorimo, odnosno modeliramo s preprostim proporcionalnim členom. Bistveni za naš proces je pa tukaj zakasnilni člen, kjer je vpisana funkcija E na minus T krat S, ker je tisti veliki T časovna zakasnitev. Kaj je pa S, bomo pa šele videli. No, predstavlja pa to Laplaceovo transformacijo zakasnitve. No, in še nekaj bi tu povedal, tu imamo pa blok, v katerem imamo vpisano prenosno funkcijo 1 deljeno s S. To je znano iz teorije regulacije, da je to integrator, kar ustreza seveda zbiranju zalog na skladišču. No, če bi to shemo diskretizirali, potem bi ta integralski operator dejansko v vsoto prešel. Tako pa, ker je problem kontinuiran, ga zvezno proučujemo, mora biti namesto vsote seveda integral. Lepo prosim, če nadaljujemo. Ja, tukaj imamo pa zdaj izpeljavo enačbe upravljanja proizvodnega sistema z zakasnitvijo. Regulacijska shema, ki sem jo na koncu pokazal, je še enkrat narisana. In izpeljava je zelo preprosta. Tukaj imamo vmesne spremljivke, tale pogrešek, kot sem ga že prej omenil, potem pa načrtovano proizvodnjo X, dejansko proizvodnjo Y in pa zaloge theta O na skladišču. Za vsako to vmesno spremljivko, kakor tudi za izhodno spremljivko iz sistema, zapišemo vhodno-izhodne relacije, ki so seveda zelo preproste, za tehnike pa sploh lahko takoj preverijo, da te vhodno-izhodne povezave ustrezajo narisanim členom. No, tukaj bi še vseeno poudaril, gre za zakasnitev te proizvodnje, ki je bistvena v tej predstavitvi. Načrtovana proizvodnja je X, vendar je pa dejanska proizvodnja zakasnjena načrtovana proizvodnja. Torej, tukaj smo to zakasnitev dejansko uvedli. No in kot še enkrat rečeno, tukaj imamo zbiranje
ali akumuliranja izdelkov na skladišču torej opisano z integralsko operacijo. Ta integralska operacija je zelo neugodna, zaradi tega jo diferenciramo, odvajamo, dobimo diferencialno enačbo. No, v naslednjem koraku pa vse vmesne spremenljivke eliminiramo in po eliminaciji dobimo takole diferencialno enačbo, ki še malo uredimo, tako da urejena diferencialna enačba izgleda takole in kot vidite, tukaj imamo torej izhodno spremenljivko, se pravi naše zaloge na skladišču, ki so časovno zakasnjene. Torej, dobili smo diferencialno enačbo z zakasnitvami in sedaj gre seveda za to, da to diferencialno enačbo rešimo. Lepo prosim, še nadaljujemo. Ja, pri reševanju si bomo zadevo malo poenostavili, ne da bi s tem pa bistveno prizadeli splošnost postopka. Poenostavitvi sta samo dve, in sicer na vhodu lahko rečemo, da je tista optimalna količina zalog kar enaka nič, zaradi tega, ker se aditivno prišteva k temu sistemu in to pravzaprav nič ne vpliva. Druga stvar pa je, da lahko zadržana naročila vse za začetek izločimo, to pa naredimo tako, da tisto konstanto K2 v enačbi postavim na nič. Kasneje moram povedati, da bomo to odpravili, to omejitev in da bomo tudi zadržana naročila upoštevali. S tem dobimo poenostavljeno diferencialno enačbo z zakasnitvami, če pa teh zakasnitev ni, je pa diferencialna enačba takšna. No in sedaj, ko začnemo reševati te diferencialne enačbe, jih seveda rešujemo vedno tako, da poiščemo najprej rešitev za homogeno enačbo. To je pa takšna, ki ima na desni strani enako ničlo, torej, ne? In vidite, zdaj ne glede na to, ali je to diferencialna enačba z zakasnitvijo ali je brez zakasnitve, je nastavek za rešitev enak, vedno enak, in sicer je to neka eksponencialna funkcija, ki je pomnožena še z neko neznano konstanto. Tako da v tej rešitvi sta dva neznana parametra. En neznani parameter je ta konstanta C, drugi neznani parameter je pa tale parameter S, ki se bo izkazal, da je koren tako imenovane karakteristične enačbe. Lepo prosim, če gremo naprej. Torej, če mi to rešitev, ki je v bistvu neka eksponencialna funkcija, vstavimo sedaj v diferencialno enačbo z zakasnitvami, dobimo karakteristično enačbo, ki je pa transcendentna. In ta transcendentna karakteristična enačba ima neskončno mnogo korenov, ki so kompleksni z svojim realnim in pa svojim imaginarnim delom. Seveda, tu zdaj ni neskončno mnogo korenov prikazanih, ampak je prikazano samo prvih 31 korenov. No in treba je takoj povedati, da zato, da dobimo spodobne rešitve, zadostuje zelo majhno število korenov, tako da ko bom pokazal rezultate, dejansko imeli samo par korenov, pa bo rešitev dejansko že popolnoma torej taka, da jo lahko vzamemo kot verodostojno. Če pa imamo sistem brez zakasnitve, je pa karakteristična enačba algebrajska in ta ima pa samo en koren. Zdaj, prosim lepo, naj vas ta slika ne zmoti. Imamo dva korena, ne? V resnici je koren samo en, glede na to, da ali je ta vrednost plus ena ali pa minus ena. No in mi sedaj rešimo ta sistem z uvedbo Lambertovih funkcij, kjer je definicija Lambertove funkcije takšna, da je to vsaka funkcija dvojni v od tega našega korena s, pomnožena s eksponentno funkcijo v od s, ki da vrednost tega korena. No in če to sedaj zapišemo za tole desno stran te enačbe, dobimo na koncu enačbo za izračunavanje teh korenov. Prosim. Naprej. Ja, te rešitve sedaj treba sestaviti, tako da imamo v rešitvi vsoto teh Lambertovih načinov nihanja z temi konstantami. No in te konstante izračunamo pa z dodatnim algebrajskim sistemom enačb na tako imenovanem predhodnem intervalu, kajti na predhodnem intervalu je pa torej funkcija znana in iz tih znanih vrednosti te funkcije na predhodnem intervalu te konstante izračunamo. Potrebujemo še partikularno rešitev,
Ta partikularna rešitev se izraža z nekim integralom, v katerem pa tudi te Lambertove funkcije nastopajo. In tudi konstante v partikularni rešitvi CK z indeksom P, ki označuje pač partikularno rešitev, se da izračunati analitično, ker uporabimo pa Laplaceovo transformacijo. Zdaj bi pa, koliko še lahko, ne? Ste že za naslednje Ja. 14. Zaključno misel še mogoče. Ja, torej stvar je taka, ne? Rešitev z Lambertovimi funkcijami nam da pač neko nihanje tehle zalog, medtem ko sistem brez zakasnitev na nihanje ne da. No in to nihanje je seveda z stališča stroškov zelo neugodno, tako da vidimo, da nam pravzaprav uporaba Lambertovih funkcij da tisto pravilno sliko, ki je ne bi dobili, če bi zakasnitev enostavno eliminirali. A ne? No in seveda, kot je že povedano, to se da uporabiti tudi v tehnični sistemi, ker se iz same blokovne strukture, ki sem jo pač na začetku pokazal, vidi, da je to ravno tako v tehniki uporabno. Zmnožek iz zakasnitve proizvodnje in stopnje načrtovane proizvodnje na osnovi pogreška regulacije določa mejo stabilnosti proizvodnega sistema. Če je ob konstantni vrednosti stopnje načrtovane proizvodnje na osnovi pogreška regulacije časovna zakasnitev proizvodnje zelo velika, tako da presega časovno zakasnitev na meji stabilnosti, lahko postane proizvodni proces nestabilen z nihajočimi zalogami izdelkov, v katerem se amplitude nihanja zalog neprestano povečujejo.